Lepo pozdravljeni, dober večer in dobrodošli v Začnimo teden z Lili Sorom. Pred nami je nov 13. torej karmični teden. Pričel se bo mesec april in v današnji oddaji bomo najprej pogledali, kaj nam prinaša 4. mesec. Število 4 namreč povezujemo s fizičnim telesom, povezujemo s preteklostjo, z občutkom strahu, z elementom zemlje, z rdečo barvo, z rjavo barvo, z zemeljskimi toni, s prizemljitvijo. Torej, vse to, kar sem zdaj povedala, pa se malo tepe z tem, kar vsak teden ponavljam, da v letošnjem letu nas pričakujejo takšne in drugačne spremembe, da se nam bo dogajalo, da bo dinamično leto. No, število 4 ni rado dinamično, število 4 je rado umirjeno, rado počasi govori. Tiste osebe, ki imajo zelo močno izraženo to število v svojih osebnih izračunih, so osebe, ki so zelo vztrajne, lahko bi celo rekli, da so trmasti, lahko bi celo rekli, da ne marajo sprememb, ne marajo nenavadnih stvari, so zelo tradicionalni, zelo usmerjeni v vse to, kar se je počelo že stoletja tako. Torej, kaj zdaj to pomeni za april? Da bomo malo hecni. V določenih situacijah si bomo želeli več svobode, več dinamike, tako kot celo leto, več osvoboditve, in v drugih bomo imeli vsega, po domače povedano, poln kufer. Torej, lahko bi se opazili, da ste utrujeni, lahko bi opazili, da ste mogoče tudi hitreje razdražljivi. Obe plati boste nekako v ospredju. To se bo dogajalo samo aprila, maja se bomo počutili čisto drugače. Torej, če boste aprila sami sebi odveč, zaupajte, da bo ta mesec minil, prisluhnite pa temu, kar vam ta občutek, ta feeling prinaša. Kaj vam sporoča? Kaj je tisto, kar vam vaš notranji občutek govori? Namreč, ko govorimo o številu 4, ne moremo mimo fizičnega telesa, zato smo tudi predvidevali, da bo na področju zdravja se nekaj pojavilo lansko leto, ko je bil seštevek letnice 2020 ravno 4. Torej, kaj vam vaše telo sporoča? Katera hrana vam prija? Po kateri hrani pokate od energije? In po kateri hrani ste utrujeni? Po kateri hrani ste morda celo tečni? Katero hrano skoraj da potrebujete? Saj vsi vemo, sladkor je tako zelo fajn, ampak ni pa zelo zdrav. Torej, opazujte svoje telo. Katere vrste gibanja vam prijajo? Katere vrste gibanja vas napolnijo z energijo in po katerih ste... Katere vrste meditacije vam prijajo? Katere vrste dela na sebi, osebnostnega dela na sebi vam prijajo? Opazujte pa občutek v vašem telesu. Ko ste umirjeni, ko imate občutek varnosti, ko imate občutek, da je vse v redu, takrat ste na pravi poti. Ko imate občutek, da vam je vse odveč, da ste utrujeni na način, da tega ne bi, a veste, bom čisto po domače povedala. Ko smo otrok, se tako slabo počutimo, če je treba iti, ne vem, ali zobozdravniku, ali test pišemo, vse nas boli, res smo, tako smo, grozno slabi smo. Dokler mamice ali pa očkata ne prepričano, da nam napišejo opravičilo. Ko imamo opravičilo, se čudežno počutimo boljš, ker nam ni treba v šolo ali pa k zobarju ali pa kamorkoli že nismo hoteli iti. Opazujte sebe, sploh zdaj v teh zadnjih dnevih marca. Kdaj ste pa vi ta majhen otroček, ki pa preprosto nečesa noče in išče izgovore? Kajti naše telo se seveda odziva na naše misli, na naša čustva in gre z radostjo nekam, kjer ve, da ga čaka nekaj lepega, in seveda je toliko bolj utrujeno, težko in takšno in drugačno, kadar gremo nekam, do česar nam ni. Torej, preprosto se pogovarjajte s seboj. Opazujte, kaj vam prija, kaj vas polni z energijo in kaj vam jo črpa. Kar velja seveda tudi za odnose, mimo odnosov nikakor ne moremo iti. Kateri odnosi vas polnijo, kateri odnosi vas črpajo, v katerih odnosih morda preveč dajete, v katerih odnosih morda preveč pričakujete. Jaz mislim, da s pričakovanji in standardi ni nič narobe. Če pa vidite, da dajete veliko in dobivate malo, morda ne gre za znižanje standardov, ne gre za znižanje pričakovanj, morda gre v bistvu za to, da je čas za spremembo ljudi v vaši okolici. Kajti prepričana sem, da imate ljudi v svojem življenju, ki vas imajo radi in se vas veselijo videti in se veselijo zjutraj, psihično in fizično. Se tudi njihovo telo veseli, da vas bodo videli. In so ljudje, ki morda ne. Kaj ne bi bilo lepše se obdati s takimi, ki vas imajo radi, ki vas cenijo, ki se vas veselijo in ki spoštujejo čas preživeti z vami. Kar velja tudi za nas same. Ali znamo preživeti čas sami s seboj?
Število 4 smo rekli tisto, ki prizemljuje, ki umirja. Se pravi, v mesecu aprilu in potem kasneje tudi juliju je predvidevati, da nam bo prijalo več časa zase. Je predvidevati, da nam bo prijalo iti v naravo, da nam bo prijalo tudi mogoče malo več tišine. Seveda bomo mogoče tudi hitreje užaljeni, hitreje razdraženi, če bo naš mir moten. Torej vse to paše v mesec april, v katerem se bom še enkrat dotaknila našega fizičnega telesa. Izbirajte stvari, ki so zdrave. Če želite pričeti z neko zdravo navado, z bolj zdravim načinom prehranjevanja, z bolj zdravim stilom življenja, z več gibanja, spremembo svoje lastne mentalitete, ne nazadnje, pa je april za to fantastičen. Predvsem nam bo pomagal pri zaključevanju in pri zdravljenju preteklosti. To pa je, če rečemo, segment osebnostne in duhovne rasti, ki nam jih prinaša letošnji april. Na nas bo vplival namreč pri taki posebni formuli z vibracijami števila 9, torej kje je treba vrata res zapreti. In ko jih boste zaprli, jih dajte zapreti in iti drugam. Torej, če si predstavljamo, da so tukaj vrata, tole je zdaj ta preteklost, ki je ne želim več s seboj, vrata zapremo, se obrnemo in gremo v drugo smer. Ne hoditi gledati, da so zaklenjena ali niso zaklenjena, je kdo prišel ali ni prišel, je kaj pred vrati, za vrati, kakšne barve so vrata. Pustimo tiste stvari, ki jih ne želimo več v preteklosti. Zaprimo ta vrata, dovolj je bilo. In potem pojdimo v nasprotni smeri naprej. Sama energija meseca maja nam bo namreč pri tem zelo pomagala. Pomagala nam bo premagati strah, ki bi se lahko prebudil predvsem aprila. Pričeti tiste stvari, za katere bi menili, da jih ne zmoremo narediti, zato mogoče se bomo aprila počutili še toliko bolj ali utrujene ali morda celo nesposobne. Torej, april odpira vrata maju, kjer pa bo odpiral vrata drugačnim energijam. Ampak o temu seveda bomo povedali tudi pri pričetku maja, za sedaj pa si zapomnimo. Zaprite vrata, pustite v preteklosti, izbirajte zdravo, umirjajte se in poslušajte svoje fizično telo. Kaj vam nosi, kaj vam želi povedati, kaj vam sporoča, ali otekate, ali ste zjutraj zaspani, koliko kave rabite, da sploh lahko zalaufate. Vse to so sporočila, ki jih lahko prevedemo in so nam lahko, bom rekla temu, smerokazi za naprej. Ne samo za april, tudi za kasneje. V končni fazi, naše telo je z nami v vsakem trenutku in če nas nekaj boli, seveda nas skrbi, če je kaj narobe, sploh korona je zelo veliko tega strahu pred smrtjo ozavestila. Dajmo to energijo, namesto da bi dovolili, da nas potegne v strah, da nas potegne v neko preplašenost, v nizke energije. Naj nas spodbudi, da bomo konstruktivni, da bomo živeli bolj pozitivno, da bomo delali na temu, da bomo bolj pozitivni, bolj zdravi, bolj polni energije, kajti s tem bomo bolj polni življenja in bolj polni sebe. Število 4 je tisto število, ki zelo prizemljuje, zaradi tega bomo tudi stvari malo bolj realno pogledali v tem mesecu. Nekatere stvari se bodo celo izkristalizirale, malo lažje nam bo razumeti sebe in druge. Velika verjetnost je, da nam bodo vsa ta spoznanja in razumevanje potem maja ušla. Torej, vsaj v tem času. Če potrebujete nekaj dokončati, si vzemite za to čas aprila, ker boste lažje nedokončane projekte in stvari, ki ste si zadali v preteklosti, dokončali ravno sedaj. Če govorimo, da je treba nekaj razčistiti, prečistiti, ali gre za nek nesporazum ali pa za garderobno omaro, bo to občutno lažje aprila, kajti to število 4 simbolizira tudi red in disciplino. Torej, lažje bomo stvari spravili v red, lažje se bomo organizirali, lažje bomo našli nek smisel. Uporabimo tole energijo aprila torej zato, da stvari postavimo na tisto mesto, kjer želimo, da so. Kar pomeni tudi za nas same. Znotraj odnosov, ali ste na tistem mestu, kjer si želite biti, ali ste cenjeni, ali so odnosi, katerih del ste pošteni, ali so iskreni, ali so odgovorni, prevzemate odgovornost vi, prevzema odgovornost druga oseba. In to kot vedno velja za vse odnose. Partnerske, prijateljske, starši z otroci, s kolegi, sodelavci, sosedi, z branjevko na trgu, s prodajalko v trgovini in predvsem v odnosu s seboj. To je najbolj pomemben odnos, ki ga seveda imamo v tem življenju od prvega trenutka, ko smo se rodili, pa do zadnjega. Torej, tudi do sebe moramo biti pošteni. Včasih je pa najlažje samemu sebi prodati kakšen izgovor, pa kakšen razlog, zakaj nečesa ne moremo. Sigurno v mesecu aprilu bomo tudi igrali žrtev. Bodo trenutki, ko se bo zdelo, da je vsega preveč, da ne zmoremo, da je drugim vse lažje. Tudi tak majhen otroček nebogljen včasih moramo biti. Pomembno je, da si dopustimo ta občutek nemoči, ampak da potem se postavimo na noge in da se
Namesto, da bi se sami sebi smilili, opogumimo in pogledamo, česa se v resnici bojimo. Kajti velikokrat z vsemi temi izgovori se ne skriva strah pred izgubo, se ne skriva strah pred neuspehom, ampak ravno obratno. Velikokrat se skriva strah pred uspehom. Torej, april bo nekoliko umirjen, najbolj umirjen mesec pravzaprav tega leta bo, vseeno pa nam dolg čas ne bo. In že prej sem rekla, stopili smo v 13. teden, to je karmični teden, tudi povezan s številom 4. Prevzemanje odgovornosti bo v tem tednu še kako pomembno. Torej, ali smo sami do sebe iskreni, kako odreagiramo, ko imamo občutek, da se nam zgodi krivica in pravica. Ali se zahvalimo? Obe plati zgodbe bosta pomembni, se pravi tako pozitivna kot negativna. Če imate občutek, da vas je nekdo opeharil, da se vam je nekdo zlagal, oziroma tudi če to veste, ne samo, da imate občutek, kako se odzivate? Ali si jemljete pravico biti maščevalni, vrniti z isto mero ali celo dvojno? Ali morda želite biti boljši človek in se dvigniti na te negativne vibracije? Kako v resnici ravnate? Bo v tem tednu rdeča nit, zato je predvidevati, da vam bo nekdo stopil na žulj, zato je predvidevati, da boste vsaj v neki situaciji imeli občutek, da ste opeharjeni, pa naj gre za vrsto pred trgovino ali za kaj bolj resnega. Hitro imamo lahko občutek, da se nam je zgodila krivica, da smo za nekaj prikrajšani in v tistem trenutku bodite čuječi. Opazujte se. V tistem trenutku, ko imamo občutek te krivice, bolečine, stiske, tudi jeze, se pokaže, kakšen človek smo v našem odzivu. Se pravi, tale teden pred nami bo teden učenja in prepoznavanja samih sebe, prevzemanja odgovornosti za vse tiste stvari, za katere morda sicer si raje zatiskamo učke. Tako, zdaj pa dajmo pogledati, kaj prinaša tale teden vam, glede na vaše število življenjske poti. Jaz verjamem, da ga že znamo zračunati, ampak bomo vseeno zdaj dali še formulo. Torej, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Pomagajte si s prsti, mogoče z mobitelom, verjamem pa, da do zdaj že vemo. Število življenjske poti 1. Pred vami je teden, v katerem je potrebno spustiti. Ste močni, ste samostojni, ste iniciativni, običajno ste vi tista gonilna sila. Kaj bi se zgodilo, oziroma kaj se zgodi, ko vam je ta občutek vodstvenega nekega položaja, se pravi odločitve, ideje, zagona, pogona, energije odvzeti. Predvidevati je, da v samem aprilu bo energija vas nekoliko bremzala, ravno zato, da boste lahko opazili, kaj vam je še pomembno in kaj ne. Torej, ne riniti z glavo skozi zid. Ne ta teden, ne v aprilu, vzemite si čas in spustite potrebo ne tako zelo po kontroli, ampak po temu, da veste, zakaj se gre, po temu, da ste vi aktivni. V tem trenutku, v tem tednu, v tem mesecu imate vso pravico spustiti niti iz rok in se spočiti. Kajti šele, ko spustimo stvari iz rok, se odločamo, katere niti bomo nazaj zajeli. In to velja za vse nas. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko zgodilo, da boste ali vi želeli prevzeti odgovornost za nekaj, kar vi niste storili, ali pa bo nekdo želel to na vas nekako preložiti. V obeh primerih je prav, da se postavite za sebe, v obeh primerih je prav, da pregledate, kam, do kam, zakaj in koliko je določena situacija ali razočaranje vaša odgovornost. Tudi če pogledamo nazaj v preteklost, kdaj vas je nekdo zelo, kdaj ste se počutili še posebej izdani, še posebej razočarani, torej do kam je vaša zasluga, bi mogoče lahko že prej prepoznali opozorilne znake, ste si zatiskali oči, ste upali na bolje, to se nam vsem daj zgodi, vsi smo samo človek, ne biti jezni nase, ampak prepoznavajte svoje lastne mehanizme. Kaj je tisto, zaradi česar se običajno, če se podredite drugim? To je lekcija meseca aprila za vas. V temule prvem tednu, ko bo ta energija štirke šele prihajala nekako v zalet, pa se lahko zgodi, da se bodo določene stvari komplicirale, predvsem v odnosih, katerih del ste že nekaj časa. Se pravi, bodite pozorni na dolgoletna prijateljstva in partnerstva. Število življenjske poti 3. V mesecu aprilu bi se lahko zgodilo, da bi vam domišljija ponagajala v smeri strahu. Se pravi, ali je res tako zelo hudo? Je res tako zelo slabo? A je res tako zelo dobro? Tudi v to smer gre včasih, lahko pa smo potem razočarani. O tem smo v naših oddajah že govorili. Torej, domišljija je vaša najboljša zaveznica. V aprilu jo zato usmerjajte v zdravo smer.
V tem prvem tednu pa bi se lahko zgodilo, da bi se prebudili določeni občutki nemoči iz otroštva, vašega notranjega otroka, da ste imeli občutek ali pa je bilo nekako vam povedano, da ste vi krivi. Se veste, vse so nas včasih vzgajali na način, pojej solato, če ne bo babica žalostna. Po vsej verjetnosti je babica živela v nekem zelo oddaljenem kraju, se je nam kot otroku zdelo zelo nenavadno, kako bi pa babica vedela, da zdaj jaz nisem pojedel ali pa pojedla solate, ampak naših staršev nekako nismo postavljali na laž. Pejte nazaj, to velja za vse nas, tudi za vse ostala števila življenjske poti. Kateri so bili mehanizmi krivde, s katerimi ste bili vzgajani? Kajti v marcu se bodo znova sprožili, za vas, ki imate število življenjske poti 3, pa še posebej. Število življenjske poti 4, vi bi se mogli aprila dobro počutiti, to je energija, ki je vam poznana, končno boste morda lažje zadihali ali pa malo bolj umirjeno zadihali. Podobno velja tudi za tale teden, vseeno pa vas velja opozoriti. Štirica je lahko zelo, zelo trmasta. Ne za vsako ceno vztrajati pri svojem, kar ne pomeni, da nimate prav. Sploh ne. Pomeni preprosto, da včasih lahko, ko vidimo nasprotno stran, ko se ji odpremo, bolj razumemo drugo plat zgodbe in mogoče na drugačen način znamo razložiti svojo plat. Torej, če boste pogledali v črno, boste lažje znali v nekem odtenku sive povedati, kaj je to belo, ki ga vi nosite in želite izraziti. Če boste pa vedno samo v belem, pa druga oseba vedno samo v črnem, do te sive ne more priti. Ne gre za to, da bi mogli sebe prilagoditi, podrediti, spremeniti. Govorimo o tem, da enostavno pokukajte tja, kamor do sedaj si še niste upali, in to bo po vsej verjetnosti na področju odnosov, ki je morda pa je res zdaj skrajni čas, da si upate ven iz svojega območja udobja in naredite nekaj takega drznega, spontanega, strastnega celo, česar si do sedaj niste upali. To je rdeča nit vašega aprila, pričelo se bo že ta teden, ko pa bo po vsej verjetnosti potrebno zagrizniti v kislo jabolko nekega odnosa iz preteklosti, ko pa mogoče ste bili vseeno malo preveč trmasti. Število življenjske poti 5. Pred vami je mesec, v katerem boste sami sebi malo odveč. Vsa ta energija, ki sem jo v začetku opisovala, za vas še posebej velja. Torej, določene stvari bi se lahko znova pojavile, določene stvari bi se lahko vlekle, lahko bi imeli občutek, da je vedno isto, novo pa isto. Lahko bi bili tudi nekoliko bolj utrujeni. Torej, to ne pomeni, da bo negativen mesec, to samo pomeni, da bo drugačen. Letošnje leto je za vas tako, vam na kožo pisano leto, ker je veliko dinamike. Sigurno je bomo vsi siti do konca leta, to sem prepričana, tudi vi. V mesecu aprilu pa se dajte umiriti in predvsem prisluhniti, kakorkoli se bo to hecno slišalo, svojim nogam in svojim koreninam, svojim prednikom, del katere družbe se je, kakšna zgodovina se piše in pretaka v vašem DNK. Določeni izzivi, določeni dogodki v tem tednu bi vas lahko zelo sprovocirali. Po vsej verjetnosti se odgovor ne skriva tako zelo v vas samih, kot v nekem konceptu, v katerega ste rojeni, v katerem ste odraščali, v katerem ste se oblikovali. Torej, marsikdaj smo tudi jezni zaradi stvari, ki se nas pravzaprav naj ne bi tikale. Torej, samo narediti en inventurni popis, kaj je vam pomembno, kaj pa bi bilo pomembno vašim prednikom, pa morda vam ni. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko zgodilo, da boste do sebe prestrogi ali pa do nekoga drugega. Sploh, ko govorimo o odnosu starši-otroci, v tem tednu bi lahko bili do svojih otrok nekoliko preveč zahtevni. Torej, dajte vdihniti pa razmisliti, ali je res tako zelo hudo, ali je potrebna jeza, ali je potrebna kazen, oziroma kje pa morda je končno potrebno postaviti mejo. Letošnje leto nam bo postreglo tako za enim kot drugim ekstremom, zaradi tega vedno, ko govorimo, kam bi lahko nekaj šlo v plus ali v minus, je potrebno upoštevati obe plati. Torej, je potrebno postaviti mejo oziroma kje je potrebno popustiti. Mesec april bo za vas mesec, ko bo vaše telo, vaše počutje vam sporočalo, del katerih odnosov si še želite biti in katerih odnosov ne. Predvsem pa v tistih trenutkih, ko smo sami s seboj. Ko se prebudimo, tik preden zaspimo, denimo, ko se tuširamo, v trenutkih, ko je tišina, ko svet okoli nas zgine, prisluhnite svojemu telesu. Sporoča vam, kje nekako, če rečemo od 1 do 10, na kateri stopnički je ljubezen do sebe, ki jo vi sebi izražate. Prej smo omenili pri petkih že prednike in koncepte, v katere smo bili rojeni.
Za vas bo to aprila še posebej pomembno, kakšna je celica družine, dojemanje odnosov, v katera ste bili rojeni, kako to nekako ste ponotranjili in zdaj aplicirate v odnose, ki jih imate vi, predvsem s svojimi otroci. Torej, kar nekaj pogleda vase se vam obeta, so pa to uvidi, ki vam bodo pomagali postaviti stvari mogoče malo drugače. Število življenjske poti 7, pred nami je teden, v katerem boste vi občutno lažje razmišljali, presojali, tehtali, analizirali vse to, kar vi radi počnete. Podobno velja tudi kasneje za mesec april. Torej, tehtajte, kaj vas osrečuje in kaj ne. Ne tehtati, kaj lahko naredite boljš, pa kaj ste naredili slabš, pa kje se je komu naredila krivica. Tehtajte vašo lastno srečo. Kolikokrat tekom dneva, kolikokrat tekom tedna, tekom meseca, tekom leta, tekom življenja ste se vprašali, ali me to osrečuje, ali se sprašujete, ali je to prav, je to pravično, je to pravilno. Kaj je pravzaprav tisto, kar je merilo za vaše odločitve? Mesec v aprilu bo več kot dovolj dogodkov, ki vam bo to nekako želelo razkriti in pokazati. V prvem tednu, torej se pravi v 13. tednu, pa prevzemite odgovornost za vse tiste trenutke, ko ste bili pa vi prestrogi do sebe, ko ste prehitro preveč zahtevali od sebe. Torej, pred vami je mesec, ki vam bo dal veliko možnosti osebnostnega razvoja na način, da ste bolj nežni do sebe. A bo šlo? Bo. Število življenjske poti 8. Pred vami je teden, v katerem boste morda najprej, tako kot običajno, želeli rezultate. Želeli, da se stvari premaknejo, želeli uvide, želeli nekaj prijeti v roke in s tem nekaj narediti. Potem boste pa ugotovili, da to ne gre tako zelo hitro. Poslušajte svoje telo. V čemu uživate? Zjutraj, ko se zbudite. Kdaj ste polni energije, kdaj komaj čakate, da skočite iz postelje, že zvečer komaj čakate, da boste zjutraj vstali. Saj veste, ko gremo na morje, smo vsi navdušeni drug dan zjutraj. Yes. Kdaj ste se nazadnje tako počutili? Pri katerih projektih, pri katerih stvarih, ki jih počnete, se tako počutite? In če boste ugotovili, da jih je bore malo, potem je aprila skrajni čas, da jih dodate. Da dodate bolj zdrave odločitve, kot poudarjamo že celo oddajo. In predvsem, da izbirate tisto, kar vas osrečuje in tisto, kar vam prinaša, ne bom rekla takojšnji rezultat, ampak občutek izpolnjenosti. Seveda, aprila bo več kot dovolj priložnosti za počitek, dajte malo izpreči in poslušati sebe, poslušati tiste trenutke, ko vam telo želi povedati, da je dovolj, da je čas za počitek, za zabavo, dajte enostavno razpreči. In še število življenjske poti 9. Za vas predvsem bo mesec april obdobje predelovanja preteklosti, pogleda nazaj, čisto nazaj v otroške dneve, in tudi v lansko leto. Torej, za vas predvsem je zadnjih 18 mesecev takšnih, ki so bili za nekaj v vašem življenju zelo ključni. V mesecu aprilu se dajte vprašati, ali se s temi odločitvami zadnjih 18 mesecev še vedno strinjate ali morda bi jih vseeno malo popravili. Tale 13. teden pred nami bi lahko v prvi fazi, se pravi prvi dnevi aprila, prebudil občutke jeze, trme, užaljenosti, ujetosti, tudi strahu, se pravi čustva, ki bodo mogoče malo imela bolj negativno konotacijo, bodo močnejša. Nič ne de, samo ozaveščajte, samo prisluhnite. Predvsem sebi, predvsem temu, kar želite vi povedati in se vprašajte, kdaj niste imeli možnosti se izražati in kdaj ste se izrazili, pa niste bili slišani. Torej, sam mesec april bo prinesel eno veliko možnost zdravljenja preteklosti, torej ne je pogrevati, ne je samo analizirati, ampak jo dajte pozdraviti. Dajte odpustiti sebi, če je potrebno, in drugim. Torej, pred vami je zelo zanimivo obdobje, v katerem se boste, drage moje devetke, kar malo upirale predvsem sami sebi, ampak jaz verjamem, da do konca aprila boste spoznali, zakaj se stvari komplicirajo. Tako, to je bil pregled tega tedna. Pred nami so zanimive energije. Zelo zanimive energije. Vsi mi bomo mogoče opazili, da se nečesa bojimo, česar si nismo mislili, da se bojimo. Vse to, kar sem povedala, pri katerem koli številu velja za vse nas. To so pravzaprav dokaj splošne smernice, če smo iskreni. Če smo iskreni do sebe. Ampak, kot sem že na začetku rekla, včasih je lažje samega sebe naplahtati, kot pa se soočiti s tistim, kar nam ni všeč.
Včasih smo tako zelo vpeti v pričakovanje okolice, v pričakovanje naših staršev, naših prednikov, družbe, v kateri smo, nekih stvari, ki smo si jih zadali v preteklosti. Morda ste si zadali nek cilj 10 let nazaj, neke vrednote, nek način razmišljanja, način funkcioniranja, način merjenja in ocenjevanja sebe 10-15 let nazaj in še vedno po tem načinu funkcionirate, čeprav ste se vi pa spremenili. Morda pa je čas, da si zdajle aprila dovolite biti, kdor ste. Ne glede na to, kaj bo mama rekla, kaj bo ata rekel, kaj bo sosede rekla, kaj bo učiteljica v šoli rekla, kaj bo šef rekel, to zdaj ne pomeni, da se boste obnašali sila neprimerno, ne me poslušati, ne me tako razumeti, ne tako obrniti, ampak prisluhnite sebi. Kaj je tisto, kar je bilo nekako napisano v vašo knjigo življenja? Ker ja, vsi se rodimo kot bel nepopisan list, ampak v uvodu, v predgovoru, tudi v knjigah običajno kaj najdemo? Priporočila drugih avtorjev, priporočila strokovnjakov. Ko boste kupili knjigo o komunikaciji avtorja A, boste zagotovo v uvodni besedi, v predgovoru našli avtorja B, ki je isto strokovnjak in bo podal svoje mnenje, še preden bo ta originalen avtor sploh prišel do besede. V življenju je pa isto. Preden smo mi sploh nekako prišli do besede, se je uvod ali predgovor ali uvertura pisal v knjigo našega življenja. In določena obdobja, kot je letošnje leto, so potrebne, da nas zdrmajo, da nas pretresajo, da se nas dotaknejo na način, da rečemo, čakamo samo malo. To pa več ne sodi v ta prostor, v ta čas. Če gledamo globalno, jaz upam, da bo končno prišel čas, ko bomo premagali rasizem, šovinizem, pa še marsikaj drugega. Na ravni vsakega posameznika, pa predvsem v mesecu aprilu letošnjega leta, bo lažje prepoznati, katere omejitve smo nekako ponotranjili, pa niso naše. Naši starši, naši učitelji prihajajo iz nekega drugačnega časa, prihajajo z drugačno mentaliteto. Tudi mi prihajamo z drugačnega časa kot današnji mladi, z drugačno mentaliteto. To je normalno, krog življenja, cikel življenja, spirala življenja. Ampak v tej spirali ste vi živi, prisotni, prisebni, čuječi, torej. V vsakem trenutku se odločate, katere so vaše vrline, katere so vaše vrednote, katere so vaše prioritete, ki se tekom življenja normalno spreminjajo. Torej, aprila namesto, da bi rinili z glavo skozi zid, namesto, da bi iskali odgovore izven sebe, potrditve izven sebe, se raje umirimo. Pejmo v naravo, objemimo drevo, sedmo se pod drevo. Če nam bo jabolko padlo na glavo, nas bo mogoče celo razsvetlilo. Tudi največji izumi so se včasih tako rodili na nek način. Pojdite v svoje telo, opazujte svoje dihanje. Ali dihate svobodno, ali dihate plitko, ali dihate prehitro. Kako zajamete zrak, kako spustite zrak? Ali izdihnete do konca, ali nemaro samo na pol? Česar se torej oklepate? To je pravzaprav znak oklepanja. Torej, dragi moji, v aprilu opazujte svojo držo, svoje počutje, svoj način funkcioniranja, česa vas je strah, zakaj vas je strah, česa se oklepate in zakaj pravzaprav menite, mislite in verjamete. Kar verjamete. Jaz bom z vami takoj naslednji teden znova v ponedeljek na ETV ob 8, ko bomo pogledali, kaj naslednji teden prinaša, naučili pa se bomo tudi izračunati življenjske lekcije. Zanimiva oddaja se nam obeta naslednji teden. Za sedaj vam želim fantastičen prehod v april, čudovit mesec. Če vas zanima malo več o numerologiji in še čim drugim, seveda vabljeni na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Če imate vprašanje, mi pišete na ls@lili-sorum.com. Zdaj pa vam želim en čudovit pričetek tedna in kasneje meseca. Pa, pa!